Dobro jutro sem skupaj, z nami je človek mnogih zgodb in izkušenj in za rokav bi ga lahko podsukali tako v zvezi s fotografijo, kot tudi z letenjem in ne nazadnje tudi v zvezi s preživetjem. Miro Majcen, pozdravljen in dobrodošel v našem studiu. Zdravo. Lepo pozdravljen. Marsikaj bomo danes lahko se dotaknili, ima zelo pomembno življenjsko zgodbo in za vse tiste, ki ste z nami v tem trenutku, dejte poslušati do konca, ne bo vam žal, zagotovo ne. Dejmo eno tako, najprej smo na ti, smo na vi, Miro. Ti prosim. Na ti, ok, dogovorjeno. Kako pogosto te pot zanese na obalo? Zadnje čase sicer bolj malo, v preteklih letih pa precej. Tukaj sem se naučil leteti. V Sečovljah, Portorožu na letališču, tako sem bil par let, parkrat na teden bi se uporeč tukaj. Tako da ja, kar en tak moj drugi letalski dom, bi se lahko rekel temu. Če bi mogel izpostaviti eno lokacijo tukaj na obali, katero bi izpostavil, kaj mogoče kar direkt Sečovlje? Takoj, ko vzletiš, pa pogledaš levo na Soline, to je najlepša lokacija, 50 metrov od tal je najlepši razgled. Žiga, mislim, da... Seveda. Sem jaz doma, zato je tam tako lepo. Ne, ti si doma, zato ker je tam tako lepo. Dobro, to so že podobno. Ne, gre za to, da je to res en super občutek. Poletiš, pogledaš in se ti odpre. Razgled in iz tiste kritične faze poletanja si že čez in pa začneš samo uživati takrat naprej. V bistvu, že ko se uspenjaš tako navzgor in preletiš progo v Sečovljah, se ti odprejo takoj Soline pod tabo in ta naš Piranski zaliv, ki je, mislim, dejte vsaj na en panoramski let. Zagotovo vam ne bo žal. Sicer te večina ljudi pozna kot fotografa, ne? Odkot ta strast do fotografije? Ja, fotografija je moje delo kakšnih 25 let, pa 20-25 let profesionalno. Ne vem, začelo se je tako kot vedno, ko smo bili še majhni, predvsem pa se je začelo z letali. Meni je fotografija odprla pot blizu letal. Okay. In zanimiva zgodba je, da se je to začelo ravno tukaj, na letališču v Sečovljah, kjer je bil enkrat en ogromen letalski miting. Jaz sem imel kakšnih 20 nekaj plus let in jaz nisem vedel, kaj je takrat to novinarstvo, akreditacija in tako naprej. Sam hotel sem biti zraven avionov pa jih slikati. Seveda še na film v tistih časih in potem sem šel v pisarno tega društva, ki je to organiziralo in sem rekel, če mi dajo akreditacijo, da bi jaz slikal letala, da bi prišel blizu, čez tisto ograjo, in nekako so rekli, seveda, tukaj imaš, in tako se je pa začelo letalstvo in fotografija še malo bolj resno. Ampak potem si v bistvu iz tega, da si fotkal letala, si šel na koncerte. Torej, ti se imaš za koncertnega fotografa, za fotografa na splošno, za fotografa letalstva. Kakšne vrste fotograf si? Začel sem fotograf. Okay. Prva definicija. Okay. Kaj pa pred objektivom je pa stvar prioritet včasih. Ampak ne, najprej sem začel ljubiteljsko največ slikati letala, potem sem vedno bolj, kot sem pa zahajal v ta novinarski poklic, sem seveda pa začel tudi druge stvari delati. In začelo se je seveda z letalskimi mitingi, potem sem preko tega dosti hitro prišel na koncerte, kamor sem že tako hodil in šel s kolegi in potem začel nositi s sabo fotoaparat in ugotovil, da je v bistvu ful dober, ker si spet lahko čist bliz, in si zdraven in potem sem pa skozi to odkrival glasbo, nove bende, različne vrste glasbe, bila so potovanja, pa bil je tehnični izziv, kako za tisto res slabo opremo na začetku dobiti neko lepo sliko, tako kot si jo prej videl v revijah, ampak na začetku seveda ni bilo tako enostavno, ampak nekako to me je pa vedno bolj vodilo pred odre in mogoče me potem ljudje najbolj poznajo pri nas. Ampak številka fotkanih koncertov se trenutno ustavi kje? Ne vem. Približno. Tako ti bom rekel, jaz sem ko sem polno aktiven, naredim med 100 pa 150 koncerti na leto. Koliko let že fotkaš koncert, da naredimo en račun? Recimo 20 plus. Pa verjetno sem še kaj pozabil. To je nekje približen, kar si v polnem. Smo zelo globoko v 4-mestnih številkah. Ja, verjetno. Nisem pa res nikoli štev, vem, da imam pogrom doma že en kubik teh. Ja, to me zanima. Z akreditacijami. Koliko jih imaš? To zbiramo vsi, ker sploh te koncertne so ful zanimive, so vedno neke artwork, neke nalepke posebne in si gor nalimamo ali pa spravimo
take plastične in pol doma v predal. Tega en kubik imam po moje tega doma. No, tako. Od trakcev do, ne vem, ima neko emocionalno vrednost, ne, mogoče ne vsaka tista zapestnica, papirnata za roko, ampak vse, kar je nekih teh večjih zadev, pa absolutno vse spravim, ker je to neka moja prehojena pot, neka zgodovina, ki sem jo imel in je lepo vsake toliko časa odpreti, pa tako izžrebati ven. Pa 4 ure brskati potem, v katerih koncertih si vse. Ure in ure. Ure in ure. Ampak v tem enem kubiku akreditacij je tudi akreditacija za koncerte Rolling Stonesov. Tista je pa posebej. Tista je v okviru. Tista je pa v okviru. Ja, ne, akreditacija Rolling Stonesov je taka, mi rečemo laminat, ne, laminirana, lepa kartica, kjer je gor logotipa, ne, in tista ima posebno mesto, oziroma ne samo ena, večnih, in ja, si je zaslužila mesto na polici v moji dnevni sobi. Ampak me zanima me, kako se zgodi to, da slovenskega fotografa pokliče tašna svetovna zasedba, kot so Rolling Stones. Pa dajmo to povedati takoj po tem glasbenem predahu in po Rolling Stonesih. I can get no satisfaction. Miro Majcer na našem četrtkovem jutrnjem intervjuju. Dobro jutro. Jutro. Rolling Stones in I Can Get No Satisfaction v jutranjem četrtkovem intervjuju na Radio Capri. Z nami fotograf in konec koncev tudi pilot, lahko ga poimenujemo tako, ker vsak, ki leti z letalom, je pilot, Miro Majcen. Vprašala si o Rolling Stonesih? Ja, vprašala sem, kakšen je ta občutek in kako sploh pride do tega, da takšna zasedba, kot so Rolling Stonesi, svetovno znana, opazi slovenskega fotografa in ne samo opazi, ampak deli fotografije in potem tudi pokliče, da pride fotkat njihovo turnejo. Kako se je to zgodilo? Mislim, jaz bi, tako bi se mi tresle roke, ko bi odprla mail. Kako so se meni. Ja, verjamem. Lej, pač pot je, ne? Vse skupaj ne zgodi se čez noč, ne? V mojem primeru ni bilo tako, smo te opazili, ne? Tukaj si, ampak je to posledica tok pa tok let dela, tok pa tok koncertov in pač neko zadovoljstvo teh ljudi, ki tudi organizirajo te koncerte in so, bom rekel, tudi nekako člani teh ekip, ki organizirajo turneje teh bendov, in te ljudje te seveda pol priporočijo naprej. Jaz sem Rolling Stones, preden sem delal za njih, oziroma z njimi, sem jih slikal že nekajkrat kot novinarski fotograf, ne? Kar pomeni, da sem prišel na koncert predodar za 2-3 komade in naredil svoje delo in potem moral nesti opremo ven in šel na pivo in gledal koncert naprej. Tako se je začel in s tem si naredil nek portfolio slik njihovih in seveda tudi vseh ostalih slik rock zvezdnikov, ki sem jih slikal, in nekako, ko so se dogajali te koncerti v bližini Slovenije, konkretno v Avstriji, v Špilbergu, leta 2017, sem jaz pač dobil z njihove strani mail in povabilo k sodelovanju takrat za ta en koncert. In seveda nisem verjel, da se bo to res zgodilo, ker v show biznisu vemo, da show biznis je poseben biznis in dokler nisi tam, pa dokler ni konc, se ni zgodil. In nisem verjel čisto, da bo ratalo. No, tako sem mislil, da bo kaj vmes prišlo, pa da neki, pa tako. Ampak sem rekel, ok, gremo tja, naredimo in to je to. Potem pač, mislim, neverjeten občutek, kad dobiš ti smel, še zdaj ga kdaj pogledam, se moramo ščipati, ni teja. In sem skakal doma od veselja, res sem bil zadovoljen, hkrati sem se pa zavedal, da je to tist, ki si vsak želi. Huda odgovornost v bistvu. Ja, blazna odgovornost in seveda tudi prilika za naprej, in neka življenjski highlight vsakega, po moje, koncertnega fotografa. Veš, kaj me zanima, komu si najprej povedal, ko si izvedel? Dobro vprašanje. Vem, da sem klical prijatelja Jureta, ki je bil, ni iz glasbenega posla, ampak vem, da sem klical njega in sem mu povedal, ker je velik ljubitelj Rolling Stonesov in on je bil en prvih, ki me je tudi tako, kot smo bili mlajši, vzel sabo na koncerte in mi ogromno v glasbi razlagal, tako da on je bil en prvih, ki sem mu povedal. Potem pa še kolega Boštjan Tušek, ki je novinar, ki z mano hodi na koncerte in piše. Ja, mislim, da sta bila ona dva. Pa je pa počas prišel že Slavko Franca iz Obale na vrsto. Kot človek, ki ga vsi povezujejo z Rolling Stonesi. In potem ampak moram reči, da sem kar držal to pri sebi, to informacijo, vse dokler nisem pač bil tam oziroma zaključil delo. Še eno majhno vprašanje, potem neham. Se tako se ne držiš celo sleda. Zdaj bo eno takšno vprašanje, ki ne rabiš odgovoriti, če ne želiš. Je skrivnost, koliko je ena takšna vloga plačana, torej za fotkat koncert Rolling Stonesov? Pri Rolling
Stonesih je tako, da v bistvu podpišeš neko zelo restriktivno pogodbo, ne, če gledamo čista poslovni del, ne. Plačano je pa veliko boljš kot karkoli pri nas. Itak, okay. Ne govorimo pa, včasih so te posli bili še veliko bolj plačeni, včasih govorimo 15-20 let nazaj, danes je pa to plačano tako, bomo rekel, v rangu ene ali pa dveh normalnih plač danes, ne, tle se nekaj gibamo, ne. Pa to mislim, da čisto dovolj neka informacija, da se vsak lahko predstavlja. Ja. Pomoče pod vprašanje, se da od koncertne fotografije živeti? Jaz mislim, da se da... Mogoče tudi pri nas, konec koncev. Definiraj živeti, ne? Pa v bistvu en korak naprej od preživeti, torej živeti. Ne, da ne rabiš službe dodatne, torej da lahko delaš samo koncertno fotografijo, evo tako. Jaz mislim, da ne. V tem trenutku ne, zato ker so vsi stiskajo honorarje in tako naprej, tako da je zelo težko in tudi večina fotografov, ki se, bom rekel, resno ukvarja s koncertno fotografijo, ali dela še kaj drugega zraven, ali pa ima še redno službo. Tako da, ali so, bom rekel, fotoreporterji, ali pa pač to delajo ljubiteljsko, ali pa hodijo še v neko službo zraven, ne. Imaš v vseh teh letih koncertiranja, Fotkanja koncertov, ker se ne bi on mogel... Tudi koncentriranja. Najljubšo fotografijo? Težko je reči. Imam v glavi nekaj trenutkov, ki so bili krasni, ki so se zgodili, ne vem, če imam najljubšo fotografijo. Težko bi rekel, ker vsaka fotografija ima zame neko zgodbo, kako je do nje prišlo, če ne drugega, vse, kar se je dogajalo tisti dan, ne, in se zgodilo in potem, tako da težko bi rekel, da imam najljubšo. Imam pa sigurno izbor, bom rekel, parih takih glavnih koncertov, ki mi iz enega ali pa drugega razloga več pomenijo. By the way, fotograf v Sloveniji težko preživi s slikanjem koncertov, ne? S fotkanjem. Ja. Še glasbeniki, že novo, ni da kje, smo že pri tem, ne? Mick Jagger ima tvojo fotografijo, torej za naslovno fotografijo na njegovem Facebook profilu, pa tudi objavili so že tvojo fotografijo, torej slike Bleda, slikanje iz zraka. Blejskega jezera, ne? Tako, Blejskega jezera, ki je v bistvu v obliki pod določenim kotom njihovega logota, torej tega iztegnjenega jezika. Kako si to našel? Wow! Jaz sem potem začel za Rolling Stones delati, ne, in jaz sem z njimi pač pogodbo in sem njihov sodelavec za pač takrat, ko me rabijo. In zaradi tega je Mick potem, ko je dobil pač to bazo fotografij iz koncerta v Avstriji, je potem seveda to sliko objavil, ne. Ta slika je še danes gor, od leta 2017, od oktobra praktično je gor, ne, blazno ponosen je to. Zraven njega je njegova profilna slika Marka Seligerja, ki je fotograf Vanity Faira, ki je zdaj slikal fantastične slike Oskarjev, tako da meni je to tako, zelo sem ponosen, bom rekel, da je to toliko časa, v tem času, ko vemo, kako se vse te slike spreminjajo, hiter in krožijo. In ta zgodba z Bledom se je pa zgodila spet čisto slučajno. Jaz sem vedel približno za to, da to tako zgleda, ne, nekako in enkrat smo leteli na Gorenjskem in sem s telefonom čez okno cestne letala skozi neko tako malo zeleno šipo slikal to, ne, in slučajno imel na telefonu. In potem, ko sem zaključil z koncertom v Varšavi, na Poljskem, sem ekipi pokazal to sliko, ne, tako po koncertu, ko že pošle slike in se rečeš, ok, se malo pogovarjamo, pokazal in seveda sem rekel, a ste to že videli, ne, in kaj, ne. Pokažem na telefonu, Bled, ne, to je Photoshop, ni, ne. Pošli. In potem sem šel domov in pač, ko sem stopil z letala, se notification, ne, na veliko in takrat je slika šla po celem svetu. Oni so dali zraven hashtag rock'n'roll-lake, ne. The rest is history. Veš, da moram povedati, zdaj, ko to razlagaš, prav me je zmrazilo, prav mi je, To noben ni tega, žal, mislim, to je zaokrožilo, ampak ljudje niso mogli verjeti, vsi so mislili, da je to zmanipulirana slika, ne, da je to, ampak dejansko pod nekim kotom na neki poziciji deluje pač jezero. Verjetno zelo težko ponoviti tudi takšno fotografijo. Pa ne, pač greš tja, če imaš čas, se voziš okrog in jo pač slikaš, ne. Ampak potem tudi moraš v pravem trenutku imeti na telefonu, zdaj jo pokazati, da se spol nekaj redosled dogodkov. Tle se je res poklopilo, ker so ljudje in jaz mislim, da je bila to fenomenalna promocija Bleda, ki ga itak že vsi poznajo, ampak tudi Slovenija nasploh, da je neko jezero. Zdaj iz tega je seveda izhajalo, pa dajmo narediti tam koncert na otoku, na gradu, ne, in tako naprej, ne.
you never know, ne? Čeprav biznis gre v drugo smer, ampak okej. Kako je pa v bistvu fotkat? Prav, konkretno Stonese, kako jih je pomeni, jih videti, jih spoznati od bliže, pa se z njim pogovarjati. Kako poteka potem ta odnos? Moraš vedeti, da moje delo tam je strogo profesionalno. Jaz nisem njihov prijatelj, ne? Jaz ne hangam z Mickom Jaggerjem, pa igram biljardo z njim. Moje delo tam je, oni mene najamejo in pokličejo za to, da fotografiram njihov koncert in vse, kar pač okoli tega. In se pravi, v zakulisju seveda sem jih spoznal, srečal, vejo, kdo sem jaz, ne, in tako naprej. Sem jih fotografiral in pač to so normalni ljudje, ki so pač tam, vidiš, da je Mick Jagger glavni šef, ne, to je tisto, kar je jasno. Banda, no? Ja, in on je tudi najmanj časa na miru, ko ga slikaš, recimo skupinsko fotografijo, nek meet and greet z nekimi njihovimi gosti ali pa glasbeniki, ki so tam zraven, je on tisti, ki po 10 minutah gre stran, ne, če hello, goodbye, babam, in gre. In konc. In to je to, ne, tako izgleda to. Potem, kar se pa tiče koncerta, so pa naloge spet jasne, ne. Rabimo to in to, rabimo na tem komadu, bom, ne vem, imel nek rekelc od nekega dizajnerja, daj probaj ga iz čim več kotov ujeta, ne. Tako dobiš v bistvu neka navodila prav za vsak komad posebej? Niti ne za vsak komad, ampak na splošno neka navodila, ki se lahko spreminjajo, ampak predvsem pa računajo, zato ker ti si tam že vejo, kdo si, kaj delaš, da razumeš določene stvari, ne, da oni morajo dobro izgledati na fotografijah, si želijo, oni so stari 80 let praktično vsi in morajo dobro izgledati na slikah, ne, čeprav so gospodje z kakšno gubo in tako naprej in veliko rock'n'rolla za sabo in moja naloga, da jih naredim, make us look good, ne, to je ideja. Pa itak to mislim, da je čisto normalna želja vsakega fotka, ki se fotka, da zgleda vsaj dobro na fotki. Ja, hkrati moraš pa paziti, ker je tam ogromna produkcija, je tudi kakšen ognjemet, so ljudje, ki so zelo drago plačati za karto, da jih ne motiš, ogromno dajo na to, se pravi, to si vedno ekstra pozoren, ne motiti ljudi, če ima njih moti, paziti moraš, da oder je zelo visok, tako da so te tehnične omejitve, ki te precej bremzajo. Ampak verjetno nisi edini fotograf na enem koncertu, imajo samo enega, več fotografov, kako je to? Ne, to je ločeno. Se pravi, imamo fotografe, ki pridejo tja za prve 2 pesmi, to so tako imenovani press fotografi, ki so na eni točki, običajno zdaj zelo daleč od odra, na koncu tega malega odrčka in slika 1 ali 2 pesmi in potem grejo skupaj z opremo ven in to je to. Potem pa ostanem jaz načeloma. Sam, okej. Potem je tam, ker si ti tam uradni fotograf, je seveda še kdo od njihove ekipe, ne vem, recimo od kita menedžerka Jane Ross, ona je konstantno z fotoaparatom že 50 let z njimi, ne? Ampak ni njena naloga, da slika cel koncert in naredi reportaža, ne, slika Kita Richardsa, ki je njen varovanec, ne. In seveda ogromnokrat so zraven tudi člani družine, ki snemajo slika, da bi pa v tem primeru v mojem ni bilo nikoli nikoga drugega kot uradnega fotografa zraven. Okay. Se pa seveda zgodi v Angliji recimo ali pa v Ameriki na večjih koncertih, predvsem na otvoritvenih koncertih, turnej ali pa na nekih posebnih priložnostih, mogoče kakšen manjši klubski, tam mogoče bosta 2 ali pa 3 maksimum, več pa ne. A je hitra meja, ko narediš lahko kaj narobe s takimi eminentnimi osebami, kot so oni, da ne vem, poveš kakšno narobe, rečeš, mislim, narediš kaj narobe in te hitro nahrulijo? Ne, zelo strogo profesionalno je vse skupaj, noben te ne bo nahrulil, sem pač verjetno, če bi naredil neko neumno napako, da bi jaz, ne vem, plezal na nek oder za nek kader, ne, ker bi sicer to moje dejanje bi bilo dobro namerno, ampak ne v skladu. Se pričakuje, da vem, da se tega ne dela, ne. Tudi dostop na oder je strogo regulirana, ne, in samo takrat na to pozicijo in tako naprej. Tako da tukaj se ve, zdaj, seveda, verjetno bi se pa sodelovanje končalo. To pač ne bi poklicali več. Mislim, oni ne rabijo, oni imajo ljudi, ki jih poznajo. Čakalna lista fotografov dolga. Ja. A je še kakšen izvajalec, ki si ga fotografiral ali pa mogoče spoznal v svoji karieri, ne vem, da je kakšna posebna anekdota, da mogoče niso Rolling Stonesi, ampak da je kdo drug, tudi kot sodelovalec, ko si sodeloval z Pop TV-jem, kot si en kupenih intervjujev dal skozi. A je še kakšna taka stvar? Zdaj mi je na pamet padel zelo zanimiv intervju z Chrisom Rio, ne, ki ga vsi poznamo, ne, v Londonu, v hotelu, 2 uri smo imeli časa. Od tega je pol ure šlo za druga 2 medija in potem sem jaz z Boštjanom 1,5 ure časa, da se z njim pogovoriva. In prva stvar, ki je bil šok, je, da smo se v liftu z njim gor pelali, ne, tako njegovim menedžerjem, v redu, gremo, kjer od soba tale gremo, ne, kot da bi ga pelil kolega, ne. Do minibara, recimo. Ja, tako, ja, ne, in glavnem potem smo imeli ta intervju in njegov menedžer je zunaj telefonaril, mi smo se pogovarjali in on v enem momentu tako reče, fantje, bi lahko malo pauze naredili, ne, jaz
moram enega pržgati, nujno, ne. Tako pa tak res 5 zvezdic hotel, kje boš ti zdaj to pržgal? In je človek šel in je odprl okno na Ventus. Ja, ne, in začel tam gor senzor in začel kaditi, ne. In potem reče, jaz seveda sem rekel, zelo slikam, ne. In tako pogleda, prav, dej, sam, da nam moja žena videla. Ker imam tablete in gor in dol, ne. In valjda, imam to sliko, kako on tam, se pač, ker tako, take zanimive, z tega poratalo tudi eno sodelovanje za 2 koncerta in tako da je bilo... Ti to fotko imaš, žena pa ne, verjetno. Ja, imam še recimo eno zgodbo, vsi poznamo Status Quo skupino, legendarno, ne. In je enkrat, to sem delal pa z kolegom Mimijem, ki je takrat tudi delal intervju, in je pevec Francis Rossi je govoril o tem, kako droga vpliva na njih zdaj po 30 letih, ko so nehali to jemati in tako naprej. In pač povedal, da nima tega hrustanca tle na nosu. Ja. In to je demonstriral tako, da je vzel palčko za ušesa in jo pač pravokotno na nos postavil. Te slike še nisem javno objavil, jo pa imam, ne. Tako da, in oni so da to pustil, da slikam, da fotografiram. Mu ni bil problem. Ni bil problem, ja. Ja, je rekel lahko to, tako da to nekako šparam fotografijo za rock'n'roll, no. Zelo. Veš, kaj me še zanima? Kateri je mogoče glasbenik, glasbena skupina, izvajalec, ki nisi jih fotkal, pa si res močno želiš? Ja, po mojih je kar nekaj, no, ampak ful rad bi še recimo sliko Boba Dylana, pa sem ga na šverc, ampak on se ne pusti slikati. Bob Dylan je ena izmed legend glasbe, vsi vemo, ampak on ne mara fotografov, on jih res ne mara in on ne pusti slikanja in jaz sem 2-krat se pred švercu, ne, s fotoaparatom v dvorano oziroma enkrat v Varaždinu na stadion in sem naredil par portretov, ne, ampak res si želim njega tudi tako, ker je tak zanimiv človek, pripovedovalec zgodb, ne, tako da bi seveda tistih, ki jih ni več, jih tudi nisem, ne, in bi rad marsikoga še od teh trenutnih, kaj pa vem, saj sem jih že toliko veliko zdaj, sploh se nimam v glavi zdaj nobenega, ampak sigurno so kakšni, ne. No, glej, če se potem spomniš, boš povedal pozdaj. Tu smo. In tu bomo še naslednje pol ure, ostanite z nami vsi vi, ki boste z nami poleteli v višave že čez nekaj trenutkov v četrtkovem jutrnjem intervjuju z Mirom Majcnom. Koala Voice na Radio Kapris v četrtkovem jutrnjem intervjuju. Dobro jutro vsem tistim, ki spoznavate Mira Majcna, nekaterega bolje poznamo, jaz ga poznam tudi iz terena, ker pač kot vsakodnevni obiskovalec letališča Portoroža Sečovljah pač vem, kdo je Miro Majcen, še moj 8-letni sin je fan, tako da zdaj smo počasi dotaknili tudi tega, ne, torej poleg fotografije tudi letenja. Aljaž? Pa v bistvu, pa ljubezen, kako se primerja, čisto tako direktno vprašanje, kako se primerja ljubezen do fotografije pa ljubezen do letenja? So tu neke recimo, je to kakšen Venn diagram, je tu kakšno pokrivanje, so to mogoče čisto neka ločena področja? Je ena skupna, zdaj sem prav mogel premisliti, ena skupna točka je, se pravi, ko si tam globoko noter, si sam in si odsoten in te ni. Pri obeh, tako pri fotografiranju kot pri letenju. Ne, če smo zelo globoki zdaj, ne, za tako jutranje uro. Ampak, ja, se pravi, ko poletiš in si tam, si res, kot en tak tunel se naredil kot tebe in si strogo tam, isto s fotografijo, kot si tako globoko v objektivu, v kadru, potem si tam, ne, to je mogoče ena taka skupna točka. Drugače pa letenje, prva asociacija, če me vprašaš, je svoboda in mir in užitek. Čemu bi se lažje odpovedal? Ja, to je nadgradnja vprašanja, meni je žal, je treba tašna ura, treba te filozofske vrčve. Ne, jaz bi razdelil malo. Zmeri oboje. Zmeri oboje, po. Ok, dobro. Ja, mi se razumljivo, ker pač če so to neke dve največje strasti, ki jih ima človek. Kaj dnevi na parno številko, fotografija, ne parno, pač letenje, kaj. Ne, tako bomo nekako naredili. Večkrat si tudi v Sečovljah, torej. Tam si se učil. Pri komu si se učil? Učil sem se leteti, tam je moj inštruktor Šandor, me je tam učil leteti v obalnem letalskem centru pri Benžotu. Vemo, da je vsi legenda letalska iz tukaj, ne, se pravi v klubu in nekaj časa sem bil tam, potem sem pa prešal to na Lipican in sem z njimi, tako da ja, to je bilo moje doma. Jaz ga še zmeri jemljem kot svoje domače letališče in vsakič, ko prijem, sem uživam. In tam je bilo pač, tam sem se naučil osnov, tam sem šel, to je bila moja baza za daljše prelete,
na drugo stran v Italijo, proti Hrvaški, otoki in tako. Vedno je bil to in tudi neki take sorte popoldanski odklop od tistega dopoldanskega dogajanja, recimo v Ljubljani, ko sem kaj fotografiral, pa preden sem šel na koncert, sem doskrat se pripeljal za 2-3 ure, sem odletel par krogov ali pa tle ob obali en krog po zraku in je bilo fantastično vedno in to te pa požene naprej. Katera relacija je bila tvoje najdaljše letenje? Sej ni, mislim, marsikaj sem odletel, po Italiji, po Hrvaškem, po Sloveniji, čez mejo v Avstrijo in tako naprej. To so bili, letiš pač to, koliko imaš goriva, pa odvisno kam greš, ne, pa vemo, da je to vse zelo drago, ne. To je vse samoplačniško, če zdazem s to popularno besedo zdaj. In ja, pač treba je oddelati za to, ne. To mislim, da je dober kandidat za besedo leta, ne, samoplačniško. Jaz znam, moj predlog. Že zdaj, verjetno še na tretjini leta nisem. Sicer pa letenja pri tebi ne moremo omenjati brez nesreče, ki se ti je zgodila. Spremenila ti je seveda potek življenja na nek način. Se spomniš tistega trenutka pred nesrečo? Kaj se ti je takrat rojilo po glavi? Kaj si razmišljal? Si sploh opazil? Si sploh, ja. Na srečo Verjetno imam jaz dost tako temo od spredi, kar se tega tiče, ker sam ta nesreča je bila dost brutalna, zgodila se je po vsej verjetnosti zelo hitro in pač obrambni mehanizem naših teles je narejen tako, da zbriše te stvari iz glave očitno. Ne? In jaz mislim, da je tako čisto okej. Super, ja. Spomnim se pa pač nekaj pred tem se spomnim vsega krasno, fino, normalno in to je to. Torej recimo vzleta in letenja do neke točke. Ne bom rekel, da vem zelo detaljno vse, ampak marsikaj od tistega dneva mi je še ostalo. Ne. Jaz sem po nesreči bil pač 6 tednov v komi na teh močnih zdravilih in vse te poškodbe, ki so bile, tako da to je sigurno vplivalo na to, koliko se je to na ta moj hard disk napisal. Ne. Pa v bistvu potem ta rehabilitacija si rekel 6 tednov kome, pol vem, da si, če se ne motim, tvoji kolegi so po TV naredili reportažo, tebi so te prišli posnet, ko si tam začel malo se, recimo malo bolj razgibavati, ko si lahko že ostal na svoje noge, se spomnim nekih video posnetkov. Koliko časa potem se skupaj to trajalo in kakšni so bili? Se pravi, nesreča je bila 20. junija, recimo temu, da sem jaz enkrat oktobra že lahko z berglami hodil. Tako, in to so me, v Soči so me na noge postavili, izjemna ekipa, to vedno moram poudariti, vsi od zdravnikov, fizioterapeutov, delovnih terapeutov, sester, strežnic in tako naprej. In seveda dobrih cimrov, ki se spodbujaš noter, tudi zelo pomembno. Vedno rečem, dajte se pogovarjati s cimrobornici, ki je pol ful lažje. Včasih smo ljudje fantastično, mi smo se hecali, ping-pong smo igrali. Hkrati sem pa videl svet na nek drug način, sploh takrat, ko sem bil na vozičku, ker moje mišice, pač jaz sem bil na vozičku ne zato, ker imel poškodbo hrbta, ampak zato, ker sem imel mišice atrofirane po 6 tednih. Ni jih bilo in pač ne moreš stati. In je bilo pač vprašanje časa, koliko časa bom rabil, da bom lahko shodil spet in v tem času sem bil seveda na vozičku, se poganjal najprej z eno roko, pol z dvema, pol rikvrc in tako naprej, vse žive variante smo imeli, to je bilo res smešno, ker jaz nisem vedel, kako naj prijem tja, ker sem nisem mogel z eno roko poganjati, pa je rekel, z nogam se v rikvrc poganji, ne. Tako sem se vozički v rikvrc vozil po hodnikih, ne. Tako, lažje, verjetno. Ja, ampak pa sem se ti smejal, ampak to je spet neka ta good vibes, ne, neka pozitiva iz tega rata in spoznal sem tudi vse težave, ki jih imajo ljudje, ki niso gibljivi na normalen način, ne, samoumeven. Se pravi, kako je na WC, kako je čez stopnice, kako je čez tepih v končni fazi. Ne hote potem seveda malo drugače gledaš na to. Ne. Tudi vsakič, ko greš nekoga, ki je na vozičku ali pa na berglah ali pa na upornici iz nekega razloga, ga pogledaš, nekega mogoče prej nisi pomisliš na to, da ima mogoče kakšno težavo. Jaz sem mogoče tukaj navezal še na eno osebo, ki je imela zelo podobno doživetje oziroma izkušnjo kot ti, torej nesrečo z letalom, in ste ga tudi spoznali in sicer spoznal Eduardo Strauch. Pa me zanima, kakšna je ta občutek, da spoznaš nekoga tako od blizu, ki je imel praktično isto izkušnjo? Si že brez besed, si nekako telepatsko povezan z njim, ali si kar brez besed neke stvari poveš? Kako je potekalo to snidenje na nek način? Ja, to snidenje je Beti Franca organizirala, ona je tle iz Kopra, sicer živi v Ameriki in je nekako tega gospoda pripeljala v Slovenijo, da je dal par intervjujev, mi so se v Ljubljani srečala in nekako sva imela neko skupno točko, čeprav jaz nisem direktno tako, njegova nesreča se je zgodila toliko nazaj in bila tako drugačna od moje, ne, in tudi cela ta zgodba, ki smo jo vsi v mladih letih brali v knjigi Alive, ne, kako so oni jedli ljudi, da so preživeli,
jaz razumem, da je on bil v taki situaciji in nekako sem se povezal z njim, zato ker je v končni fazi malo ljudi, ki lahko govorijo o tem, da so preživeli, ker večina jih ne, ali pa skoraj vsi, in nekako to te avtomatično poveže. No. Trdim pa, da je njegova bila popolnoma drugačna in čist druga izkušnja zaradi samega dogajanja po temu. In moja izkušnja je bila bolj vezana na rehabilitacijo, na to razmišljanje pozitivno, da bo vse v redu. Tam je bilo pa, ko je bilo konc. In potem so pač ljudje, imela se pa še eno skupno točko, ta posttraumatski stres, ki se potem zgodi s časom. Se pravi, ko prideš v neko okolje nazaj, seveda ni več vse enako ali pa isto, kot je bilo in rabiš nekaj časa, da postaneš spet tisti. Spet najdeš do nek procent sebe. Omenili smo zadnji moment nesreče, ampak kaj pa prvi moment po nesreči, ki si se prebudil, se spomniš, kjer je bil? Ja. Čeprav to zbujanje, vsak misli v komi, da je to zbujanje tako na klik, pa ni. To je počas. Zdravniki ti to zmanjšajo dozo in potem se počas zbujaš, imaš neke take nadpolovične halucinacije od tega, da misliš, da te sestre hočejo ugrabiti, to se je meni sanjalo. Ja. Jaz sem takrat gledal tisto serijo Casa de Papel prej. Tam je bil nek profesor tist lika, se vemo, in tam je nekdo stal zraven postelje in si je hojeta, nekdo ga je poklical, zgleda profesor in to so moji možgani to predelali. Mene so tudi slikali, ker so pač zdravili moje opekline in so me slikali, sem mislil, da me slikajo zato, ker me bojo potem ponudili. Meni se namreč sanja, da me italijanska mafija ugrabila. Ja, to se mi je sanjalo. To so bile te halucinacije. In marsikdo, če ste poslušali Tadeja Goloba, ki je se pa boril v prvi svetovni vojni, ki je bil v komi. In dosti je teh čudnih halucinacij, ko si v komi, ker ti na unih močnih zdravilih, ki si zadet po domače in sanjaš. Tako da meni se je to sanjalo, potem, ko sem se pa zbudil, nekako je pa prva stvar bila, ko so mi odprli okno in sem videl reševalni helikopter, ki je predstavljal. Tako, to je nekako ena izmed prvih stvari, ki se jih spomnim. Se spomniš verjetno modela in vse te, kot Ja, in sem gledal in mislim, da sem še govoril, jaz bi pa bil pilot reševalnega helikopterja takrat in tako, na ta način. Tako da, to so eni prvih spominov, takrat, ko si že malo presep. Ampak ljubezen tvoja do letenja je res močna, torej ti kljub nesreči si se ponovno vrnil na letalo. Kakšni so bili ti prvi občutki, ko si spet sedel na sedež za krmilo? Za joystick. Ja, za joystick. Za volan, ja. Neverjetni, valjda. Prvi tak občutek je bil, ko so me domov peljali. Ko so me z Prage pripeljali v UKC, so me z posebnim letalom peljali in že takrat sem rekel, da me okoli obrnejo, da bom gledal v kabino. Gledal sem slušalke, da sem se lahko pogovarjal s pilotoma po interkomu. Tok sem že bil precep. Potem, ko smo šli pa v letalo prvič z Jernejem in z kolegico Majo, ki ima svoje letalo, to je bilo za 1. januarja, se pravi 22, je bilo pa fenomenalno. Jaz sem užival, kot da se ne bi nič zgodilo. Nisem imel nobenega strahu, priznam, užival sem in namesto novoletnega skoka v morje, polet za tam. Mi letalci imamo vedno neko tradicijo, da probamo ta zadnji dan, pa ta prvi dan, če je le vreme, pa če so le pogoji, da nekako gremo v zraka. Je bilo fenomenalno in sem rekel, jaz to hočem delati, ta nesreča mi ne bo vzela te strasti, ne bom pustil tega, da sam sebi naredim te strahove. In zakaj pa ne? Marsikdo verjetno bi se ustrašil pa umaknil, ampak nisem videl razloga, zakaj mislim. Letalstvo je bolj varno, kot voziti se z motorjem tle čez mesto. Kot danes pot do studija, verjetno. Bravo. Bi rekla, kakšna novna, če bi bil doma, bi ti padla po slika od Marije na glavo. Verjetno. Bi se z mezincem v posteljo. Ja, pač tako, ampak Miro, ful lepo je te poslušati, ker si, bom rekel, nadpovprečno pozitiven, lepo govoriš o stvareh, nisi izgubil nobene volje in to je meni všeč, da po eni taki izkušnji, ki bi marsikoga mogoče zelo spodbila tebe, te pravzaprav po eni strani še malce bolj dvignila, še malce bolj ceniš vse tisto, kar se dogaja okoli tebe. In to se mi zdi, da je v bistvu tudi sporočilo nekako današnjega intervjuja, da spoznate zgodbo Mira. Dajmo meni, če tisti dokumentarni film o slovenskem letalstvu, ker se spomnim, da je bil niti nedolgo nazaj na RTV Slovenija, če se ne moti, imaš svojo cestno. Ne, na filmu se kliče Strast do letenja, režiser Dušan Moravec. Nimam svojega letala, ker je stroškovno to preveč. No, še to sem hotel vprašati. Koliko stane ena cestna?
Cestna, taka 30 let stara, stane od 80,000 evrov naprej. Ne, in potem še vse tisto vzdrževanje. To so, ne, mi smo nekako tisti najemniki oziroma letimo s prijatelji, ki mogoče to imajo in tako naprej. Tako da te letalstvo je precej drago, če gledamo denarno. Ne. Je pa pač, daš za avto, eni dajo za avto 50 jurjev, ne. Dobiš pa manjša letala, ultralahka so pa seveda cenejša in tudi stroški vzdrževanja so potem manjši. Sama ura letenja je pa tam od 180 ali pa rečemo 150 evrov in višja, ne. Zelo drago je to. Tudi licenco za dobiti, ne? Za licenco privatnega, zasebnega pilota rabiš minimalno 45 ur letenja, v praksi to pomeni verjetno kaj več. Tako da zdaj si pa lahko vsak zračuna krat 150 ali več. To je plus vse ostalo. Prej Žiga omenil najdaljšo lokacijo. Mene mogoče najljubša lokacija za letenje oziroma relacija. Spet bom šel tako, kot sem prej rekel. Ne. Ta, mi rečemo, approach, ko preletiš tle, izpadne po dolini, pa obrneš tam zraven rondoja na Hrvaškem desno proti Sečovljam, ko zagledaš stezo, zame je to najlepše. To je to. Ker je tak poseben, ni tisti klasičen pravokotnik, ko prideš na letališče, ampak je en tak poseben approach, ki ima, pa ne veš, malo burje, malo jugota, skozi moraš biti malo pripravljen, nizko si tam na carino, une avto gledaš, ko vrsti stojijo. Mislim, če ne jugo zgore, pa kakšen dol na cesti. Meni je fajna, ne, in paziš, da ni kakšnega galeba, ki je tam na stezi in tako. To je res nekaj najlepšega, no. Mislim, vsak, ali pa kakšen pristanek v kakšnem tistem tik pred sončnim zahodom, recimo, to je ta romantika letalska, ki pač je, ne, in vsako letališče je pa vedno posebno, tehnično, kot tudi vizualno, vedno je ta pogled približevanja, to je tisto, kar smo vsi mahneni na to. Okay. Naredimo malo reklame, čisto take, pro bono reklame bomo naredili. Panoramski leti, mislim, da Piran, Koper in potem nazaj, niso tako zelo dragi, da si jih ne bi mogel kdo privoščiti. Tako da dajte si jih privoščiti, ker iti poleteti tle nad naše kraje, kot je sam Miro povedal, je res nekaj fantastičnega. Sicer Žiga je prej omenil, da te je zelo lepo poslušati, kako si pozitiven. Meni je všeč tudi pri tebi, ker zelo odprto govoriš o vseh stvareh. Tudi o težjem obdobju svojega življenja, kot o tistem pozitivnem, dobrem. Mene zanima, a deliš svojo zgodbo tudi z ostalimi z namenom, da jim daš to svojo pozitivnost naprej, svoje izkušnje, svoje doživetja in kako gledaš ti na vse to, na torej podajanje te svoje zgodbe naprej. Tako bom rekel, ko se je meni pač to zgodilo, sem bil v veliki dilemi, ker sem pač narekoval medijski človek, je seveda prišlo veliko requestov za intervjuje in tako naprej. Jaz sem bil v veliki dilemi, ali to deliti ali držati vse, pa ne. In potem sem rekel, zakaj pa ne bi tega povedal. Mogoče bo pa komu pomagali. In res se je javilo mi ogromno ljudi s takšnimi in drugačnimi problemi, od bolezni, rakov do drugih poškodb. Ogromno ljudi, ki ima opekline z željo po nasvetih ali pa vprašanjem, kako kaj, ne. Tako da tam sem videl, da je ljudem to fajn in sem rekel, vi ste meni dajali to energijo, ki sem jaz rabil za 1000 messagev, ki sem jih dobil med okrevanjem, ne, zdaj pa it's time to give back, ne, moram dati nekaj nazaj in nekako ne vem, fajn, videl sem, da ljudem pač to, da jim nekaj poveš, da jim mogoče to v tistem momentu pomaga. Čist preprosto. Nobene računice v temu in tako je šlo pol samo po sebi naprej zadevano. Zdaj po, v bistvu, ko gremo malce predvsej v drugi polovici z vprašanji, močno tako, ki že sumim na odgovor, ampak Abraham se bliža, kaj daš ti kaj na to? Leta so samo v glavi, tako da daleč od tega, da to je še en let, pa še malo. Če za nekoga, ki slika Mika Jaggerja, ve, da so leta samo v glavi. Leta so samo v glavi in daleč od tega. Se pa seveda zavedaš, da mogoče ravno taka izkušnja, kot je taka velika nesreča, ti da veliko razmišljanja o minljivosti in o staranju in absolutno se zavedaš tega, da nisi več 30, ampak v glavi sem pa tam nekje 27, 28, čez meril. Mislim, da vsi ostanemo tam. Ampak pripravljaš eno ogromno zabavo, fešto za svojih 50 let ali tako ne. Ok. Mislim, never say never, ampak... Mogoče ti bodo pripravljati, ne veš. To mislim, da ima Justin trademarkano never say never, tako da pazljivo. Sicer pa kakšne želje imaš za prihodnost? Ne vem, mogoče koga slikati, mogoče kakšen kraj obiskati?
definitivno bi se rad do konca rehabilitiral, več, ker imam še težav z hojo in s temi zadevami fizično, to čim bolj, ne. Treba še stalno vzdrževati tudi tisto, kar je bilo poškodovano. Upekline smo več ali manj poštimali, tako da to, kar je, bo ostalo. Drugače pa ja, pač rad bi delal veliko koncertov, pa rad bi spet letal slikal, tako pač je. In in pač life is good in uživati in manj se obremenjevati za nepomembne stvari in več ljudje smo itak taki, da se ful neki skozi neki, pa ne zdaj, pa ne to, pa just go do it. Ne. Bolj živeti. Ja, pa tudi nas je več. Mislim, da bom poslušal njegov nasvet. Se sliši tako, ne, se sliši tako, ampak moraš vedeti, da Manca je mene pogledala z njim posebno razlog. Pa če sem unik... Ne samo Manca žiga. Ja, vem, kaj je hvala. Ma veš, neki te more urad brcen to life, da se neki spremeni. Če je to pač tak velik dogodek, kot je Blanceča, ok, v redu, ne. Lepo je bilo to poslušati in mi bi se ti tudi lepo zahvalili za ta čas. Na YouTubeu v celoti naš pogovor in v ponovitvi tudi v nedeljo zjutraj na Radio Capris. Miro Majcen je bil v naši družbi, najlepša hvala za obisk. Hvala za vabilo. Kadar hočeš priti nazaj, tu si doma. Hvala lepa. Hvala vam. Žiga, Manca in Aljaž. Radio Capris. Dobro jutro, Radio Capris.